Takole, danes je pa izlet na hrib z imenom Helm, in sicer se peljeva proti slikoviti vasici z imenom Lubenice. Cesta je res blazno ozka, levo, desno škarpe, tako da drživa pesti, da ne bo nobenega nasproti. Ura je, koliko je ura? Ne vidim. 7:35. Spet smo mogoče malo pozno, ampak nekih hudih višincev ne bo. Bova videla, kako bo z višinci. Na teh kartah jaz enostavno, meni se je zdelo enih 150 višincev, ampak kakor sem zdaj na oko pogledal, ko se približujemo tej vasici, bo tega malo več, ampak bomo videli, kako bo. Tako, to je druga sota na Hrvaškem, ki jo delava. Radioamaterska oznaka je 9A/PH, Papa Hotel 42. Toliko za enkrat, cesta je več ali manj skozi enaka, takole se gor pelješ. Se pa še pol vklopimo malo višje gor, ko bo kaj bolj zanimivega. 10. julij 2025. Še vedno smo na tej cesti, tle se je pa zdaj že malo bolj odprlo. Spodaj smo celo srečali en avto, ki je nasprotje pripeljal, ampak ni bilo problema, je bilo glih na takem mestu, da se je dalo umakniti. Je pa tako ozko, da je treba tle vratna ogledala zapreti, da se lahko umakneš. Tle je bolj široko, no, ampak imamo še 4 minute te ozke cestice, da prispeva do vasi Lubenice. Glih razmišljava, koliko je bilo tle kruto življenje, kaj vse so mogli početi, da so preživeli. Verjetno koze pa ovce in to je vse, pa voda pitna. Pa olive. Aha, pa olive, seveda, olje pa to. Grozdje, če je raste. Mogoče samo od grozdja ne moreš jesti, ne. Da se vino piti. Vino se da piti, da ti da malo. Pa bradace, da. Ja, to pa je. Menjac. Spet se malo nama cesta skrči, ampak tle je že super, tle je že okej. Je pa fajn, da je zaasfaltirana, tako da če ste pogumni, kar pogum v roke in pot pod kolesa. Se bova rekla, da bi mogoče bilo fajn tle s kolesi gor iti, no to sem jaz rekel. Ampak naj jo še malo ritke bolijo od včeraj, ko sva bila na Osorščici s kolesi. Okej, se še posnamemo pol višje, ko bojo Lubenice se prikazale. Še par metrov in prikazala se bo vasica. Motorček, en domačin. Ni neumno imeti ozko vozilo tle gor. Za 2 motorja je okej. Evo, cesta se še skrči. In dobrodošli v kraju Lubenice. In smo že pri najinemu parkirišču. Eden je pa še naprej, kakor sem jaz na kartah gledal. To je parkirišče za en avto. To je parkirišče, ja. Kje je parkirišče? Tole je tako. Saj mislim, da je naprej še malo večje, no bomo. Aha, tle gor mogoče. No, greva tja naprej, tam se mi zdi, da je malo večje, če ne bomo pač nazaj šla. A ne, tle je samo tako za okrog, za avtobusov, kaj. Avtobus. 200 metrih zavijte rahlo desno. Parkirišče imajo zelo ozko. Tle je prepovedano, aha, evo, tle je malo več. Se je tukaj. Ne se tam zabavati, peljte se sem na sonček. Zavijte rahlo desno in nato boste prišli na vaš cilj. Dragica Gugelčanka, smo že na našem cilju v vasi Lubenice. Aha, tle pa dol hodijo, bomo ga zavpeljali malo naprej.
folk hodi dol, po mojem. Ga bom dal na uno stran. Ja, tu je ta potka dol na morje. To je ta potka dol, ker smo razmišljali, da bi šla, samo bomo videli danes kar nekaj hodila po tem soncu, tako da se nama sigurno ne bo dalo iti tle dol plavati. Je pa zelo lepa plaža od spodaj. Če malo še tole pokažemo, to je res čisto pohodniško, če hočeš iti navzdol, moraš biti res čisto primerno obut, saj tudi narisan čevelj. Evo, poglejte, kam dol je treba iti. Čisto kot da si gor pri nas v Alpah. Je pa res na samem kamnu tale vasica. Super izgleda. Začenjava najino pot na Helm. Najprej je na žalost treba iti kakšen kilometer nazaj po tej cesti, kjer smo se pripeljali. Zato sem jaz tudi na začetku razmišljal, da bi tam na ta prvem parkirišču parkirali Ailete, tam gor je. Ampak to je tako blizu, da brez veze. Tle imate fino široko za parkirati. To je, ne vem, čez 100 metrov mogoče. Ja, tako kot na teh primorskih se bo očitno dogajalo, da bova prepozna, ko pa je tako fajn zjutraj spati na morju. Tak fajn zrak, aromatičen, dišeč. Pa tele, ki jih slišite, čiličke, ki niso čilički, ampak škržati. To fajn uspava. Na hribi.net je pisal, da je to kilometer, ampak če greste po tej ta najbližji, bi pa že pol tle gor nekaj se moglo zaviti, ki pa midva ne vidimo nikjer, da bi se zavilo. Tle gor. Aha, tle je celo nekaj označeno. Tale je, ja, znakec, jaz mislim, da je to nekaj za vodovod, pa je pohodniški. Mrzla peč ali taka. No, ne vem, ja, pa pol naprej, ja. Mrzla peč pa Helm vam tudi piše. Zaenkrat je pot zelo prijetna, izgleda približno takole. Tle imate dve možnosti krožno narediti. Če bi šli res tisti 1 kilometer niže dol, se tudi odcepi gor za ta Helm. Pa pol po tej nazaj, mogoče je tudi tista varianta, ampak enostavno pravim, da so midva že zelo pozna. Kar se temperatur tiče in tega močnega sonca, danes bo kar bolj šajba, kot kaj drugega. Sva se odločila, da greva kar tle. Tale pot bo naj vodila mimo tiste znamenite votlince, ki jih bomo tudi posnela. Tako da bomo v bistvu videli tudi edino tako mini naravno znamenitost. Boža ugotavlja, da sva prva danes iz te smeri, ker kaj si rekla? Pajčevino si smela. Ja, sname vse pajčevine. Pa še eno. Pa daj palco od spredi drži, ali pa gor pa dol hodi s palco. So taki prijazni pajkci, ki imajo čist tanke nitke. No, ti so res, poglejte, kaj so ljudje tle delali. Same ograje sred gozda, škarpe. Eni so kar zelo velike skale vmes. So bili močni. Prispela sva do prvega klančka, ki pa ni čisto nič hud. In je zelo široka cestica gor. Skoraj taka, kot za avto od spodaj, ko so peljala po širini. Še vedno so škarpe kamnite. Po tem klančku prvem pridete do prvega kamenja, dol se vidi morje, gor je pa to prvo kamenje.
Še vedno smo v prijetnem borovem gozdičku nad lubenicam. Prišla smo do mesta, kjer se potka začne celo navzdol spuščati. In se je zadeva malo spremenila, izgleda pa takole. Zaenkrat še vedno po senci, tako da sva izbrala kar fino varianto. Pot se še vedno spušča, vendar gledam na navigacijo, ampak smo prav, tako da ne biti preveč presenečeni, ko boste tle hodili na Helm. Se morate kar fajn spustiti, pa pol spet verjetno nazaj gor, kako drugače. Helm je ja na vrhu. Pot se je do sem skozi spuščala, po moji oceni sej 150 višincev, če ne 200. Zdaj pa končno greva spet navzgor. Tako je pač speljana tale varianta, je pa po senci. Zdaj je tle imel ogromno molišče, ki smo ga prečili čisto ob vznožju in še nadaljujeva. Pot je vse skozi lepo označena. Sicer malo obledelo, ampak se vidi. In tudi kar precej uhojena, tako da se vidi, kje poteka. Tako, zdaj so se pa začela nazaj malenkostno spenjati. Okrog in krog tega hriba vzgori kamnitega. Je pa čist drugačen feeling, ko pa gor pri nas v hribih. Nekaj je podrdga, ampak je pot speljana mimo. Okay. Tako izgleda ta reč. Če boste šli po tej poti na ta Helm, toplo priporočam ta pravo visokogorsko obujo. Zaradi teh ostrih kamnov, da je malo gležen zaščiten levo desno, ker to je vse odkrušeno in je zelo ostro. Naj vas ne zavede primorska višina pod 500 metrov. Takole midva zdaj prihajava do te znamenite špilje. Špilja. A imajo tudi vodo noter? Ja, malo je še mokro. Pravi. Lizati verjetno je dol kaj. Evo, takole izgleda. Ja, pa je dol nekaj. Nekaj mokrega je. Namreč videla sva cel kup koz. Takole, ko pri nas Srne, ti pa tle koza leti mimo. Ja, pol bil je. Ja. Takole izgleda. Pot postaja malo bolj strma in pa tudi malo nevarna, če nisi zelo pazljiv. Poteka po samem robu te planote. Pravkar razmišljam, da so tole pot, ki sva zdaj šla midva najprej do te špilje za nalašč tako speljali, seveda da priješ do špilje, saj je logično. Zato se pa moraš tako dol spustiti. Ne bi mogel jeti. Ja, tudi mogoče, no, ampak Ne bi mogel. ker lejte kam gore, še treba zdaj spletati. Ja, senci pa je. To je ena velika prednost. Ja, senci pa je. Pač več višincev se naredi. Ni pa glih, bom rekel, čistko za nedeljski izlet. No, Ja, moraš biti kar opremljen s palcami pa tako. Vračava se v domovanje Škržatov. Spodaj so čisto potihnili. Tle gor, ko je višji, ko so na soncu.
se pa spet zelo oglašajo. Koliko so glasen, da mi mikrofon nabija tja v oranžno polje. Brez da kaj govorim. Ja, pot je v bistvu zelo lepa, no. Malenkost pazljivosti pa bo šlo. Evo, sva se spet dvignala. Poglejte, krasote. Proti celini, ne? Proti celini, ja. Ja. Tu letja pa le otučke. Nekaj ladjic imamo. Olej, naj na včerajšnjo soto. Jo vidite? Televrino tam. Evo tisti hrib tam. Tam so bila včeraj. Osorščica. Pa daj malo s palcem mogoče, gled. Grem jaz naprej, ko imam očalo gor, jaz pa fajn vidim. Da boš imel namazane. Ja. Malo je pajkov takole čez naredilo nitke. Wow. Wow, kak lepo doljivčiki so tle od spodaj, res. Na tem mestu so prišla ven iz gozda, iz gozdička borovega in tle naprej imamo zdaj pa celo cesto in oznako 326. Malo je pajkov bilo, mislim res, tako da sem kar s palcev od spredi držal pod kotom, drugače pa okej. Pajki so veliki, debeli. In tudi insekti so veliki, debeli, neke kobilce so vse, pa vse živo frči po zraku. Tako da je eno z drugim prilagojeno po Darwinu. Če je plen velik, je tudi lovilc, lovec velik. Kmalu bova zapustila pohodniško avtocesto. A še kar cesta, jaz sem pa glih rekel, da bom zapustila pohodniško avtocesto in se usmerimo. Ostro zavite. Se držite desne, ostro zavite desno. A boš splezala vanjo, Boža? Splezi vanjo in mi pomahaj. Veko imaš okence. Kaj pa to lovci čakajo? Divje koze. Domače podivjane koze, ki so postale divje. Hočete videti, kako izgleda? Kdo hoče videti, kako izgleda? Ne bomo videli, ker je zavezano tega vozila, pa ne grem. Oziroma, čakajte. Ne, se da. Zataknjeno je. Polno je pajkov. Evo, tako izgleda za gospoda lovca. Stolček ima noter lepo. Malo dekice pa linico. Dajmo gospodu lovcu nazaj zatakniti. Je očitno, da so tudi divje živali tle, kot so kakšne srne, pa videla so nekaj zelo razkopano, tako da očitno imajo tudi divjega prašiča. Od te lovske preže naprej skozi vodi tale široka cesta. In po mojem sva pa že zdaj sam par korakov oddaljena od Helma. Baje bi bil neki lesen stolp mogel biti gor. Ampak jaz ne vidim nič. Saj zaenkrat ne. A vidiš kak stolpki? Se
Se pravi, da ga ni več stolpa. Razen če je tam gor kje naprej. Tule sva, blizu tega lega, tam je jezero. Vransko. Aha, evo tam spodaj je Vransko. Izvor pitne vode in bogatstva vodnega. Ja, vse je tle lepo narisano. Jezero. Martinčiče so, ja, normalno. Da bi kar tule gor šel. Ja, seveda la greš, samo meni je tako luštno. Pa vse smo to dosti hodili. A ja, mi da smo šla po... Ampak stolpa tega lesenega pa ni več. Ker sem pa kar malo žalosten, ker sem hotel iti malo kako zvezo na Ukavi gor narediti. Takole smo pa... Kje? Aha, ja. Tako da ne boste stolpa pričakovali, ga ni več, evo tle je bil podrto. Tle so samo takšni prijatelji. Good morning, Jose, Echo Alpha 7, Golf Victor, Sierra 9 Alpha, stroke Sierra 57 Sierra Portable, 5x9, Jose, QSL? Roger, Ale, nice to hear you. 551, 73, thank you for Sammy and good luck. Yeah, we are on holidays, beautiful island. Thank you, bye-bye. CQ Sota, 9 Alpha, stroke Sierra 57 Sierra Portable, CQ Sota. Sierra Alpha 4, Bravo, Lima, Mike. Oh, hello, Lars, Sierra Alpha 4, Bravo, Lima, Mike, 5x9. Yeah, morning, thanks 5-9. Your report is 5555, 73, thanks, have a good day. Yeah, I missed you yesterday. Did you copy me yesterday? No? Yeah, I was in another SOTA. Okay, there will be some more SOTA from this island of Cres. Thank you, bye-bye. Bye. Oscar November 3, Uniform Alpha. Oscar November 3, Uniform Alpha, good morning. 59 on island of Cres, over. Yeah, Oscar November 3, Uniform Alpha. Very good morning. You are 5 and 5, 5 and 5. Thanks for the new one, 73. Good soda. Yeah, I'm happy that this is new one for you. It's a new one for me too. Bye-bye, thank you. This is 9 America / Sierra 57 Sierra Portable. SOTA. Echo Alpha 3, Echo Victor Lima. Golf Whiskey 0, Papa Lima, Papa. EA3 Eco Victor Lima, EA3 Eco Victor Lima. 5-9, 5-9. Buona SOTA, gracias. And hello Wells, Golf Whiskey 0, Papa Lima, Papa. Beautiful 59. QSL? Yeah, thank you very much. You're 5 and 7, 57 on the west coast there, and getting stronger, over. Yeah, okay. The sun is shining brightly, so we will quit very quickly. 73. Bye-bye. Hello from the island of Cres, Croatia. Bye. Okay, great to work you again, and have a great holiday out there in Croatia. 7-3 for now, GW0PLP. Thank you. Sierra 9 Alpha / Sierra 57 Sierra Portable. SOTA. Oscar November 4, Foxtrot, India. Very good morning. Oscar November 4, Foxtrot, India. Oscar November 4, Foxtrot, India. 5x9. QSL? Yeah, 5 and 5, Alexander. 5 and 5. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. CQ Sota, 9 Alpha / Sierra 57 Sierra Portable. 9 Alpha / Sierra 57 Sierra Portable. CQ Sota. Echo Alpha 3, Mexico, Papa. EA3 Mexico, Papa, muy fuerte. 5-9. QSL? Buenos días, también muy fuerte, 5-9. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye-bye. Čist malo bom še probal telegrafijo, konkoli ne probam.
Po pa greva nazaj. Last call. No more colors. That's it, boys and girls. Sklepna misel, začne sonce pripekati, tako da aktivacija je bila spet pač dopustniško bolj kratka. Delal sem celo malo telegrafije, odziva ni nekega, na UKV-ju totalno mrtvilo, nobene zveze, tako da UKV-ja sploh ne bom več vlačil po teh ribih, zguba cajta, kot pravim. Bom rešil za mogoče drugič ono anteno, da bom še na 40 metrih, kaj. Ja, saj sem ga prej posnel že. Ja, če se bojite pajkov, boste imeli kar nočne more, dolgih. Vsi so enaki, vsi so debeli, kosmati, križevci. Tako da midva odhajava nazaj proti lubenicam, pogledati, če imajo kaj lubenic. Zanimivo ime, a ne? Pa vprašanje, če ima veze z lubenicam, mogoče. Lubenice se verjetno reče. Ja, kot pravim, zves je okrog 10, mogoče malenkost več kot dovolj za samo aktivacijo vsote, priznanje. Tako da greva nazaj, zdaj bova šla pa po drugi poti, obratno, kot je opisano na hribi.net, da se izognemo tistim meliščom. Oblekla sva se spet v dolga oblačila z temi saharskimi ušeski na kapah, tako da sva zavarovana pod soncem, vroče je pa že krno. Tale pot, ki jo midva zdaj uporabljava za sestop, je bistveno bolj enostavna. Skozi je tale cesta in tisti, ki hočete res najbolj enostaven dostop do te točke, je definitivno tle gor. Pravkar se pogovarjal z Božo, kje žival tle pije, evo, in tako jim nastavijo malo, da se jim verjetno pripeljajo, ko je suša, pa tudi da se drž. Odslužene, reciklirane banje stare. Kaj si videla, kozico? Kaj? A očke? Očke, a boste na YouTubeu, pridite bliže.
Eno je prav, bele so pravo pošpricane. Ja, Ne vem, bo nekak ki je. znaka. Ena mlada je. Kakšno fajn senčko imate. Zabranjeno kampiranje in 2 kampek hišici. Ok. Kaj pa ti občuduješ? Gledam, kaj se včasih vse uporabljam, zdaj pa kar takole v kot vržejo. Volna od ovc, ne. Kje je vidim? Aha, pa res, ja, no, žalostno. Ne vem, bo kamera videla. Kar zakupljajo. Ja. Ampak spet ena stara banja tam žal. Še vedno smo v Libenicah, vse od spodaj lahko vidite ta čudovit zalivček. Zelo znan. Dostop je ali tle dol, kar kruta. Ali pa z ladjico, da vas pripeljejo, ta zalivček je pa tak pesek, zelo lep. Tako da midva se odločila, da danes to dol ne bova šla, bova pa šla malo tole samo vasico pogledati, kako imajo. Malo vas peljava na obhod Lubenic, vasice. A tu se že prihodilo prej. Zelo stisnjeno, čisto na skali gor. S kamna tu kar malo. Ja, zelo lepo urejeno. Nekaj je sicer umetnik zraven. Nekaj je umetnika. Lepo. Celo apartmaje. In to je vse. Spod. Teleskop. Gledam, idem na razgledno točko. Pestro je to dol videti. Še tle malo posnamljeno kot v srednjem veku. Se je verjetno datira ta enkrat pa še nazaj. Barok, evo. Tale je barokko. Pa krušno pečo. Aha, tudi. Rodine za vse. Za vse piše. Verjetno, da so tudi tako. Kaj so zakurili, pa so nekaj železnega. Neobnovljeno, nekaj je bilo nekoč. Nekaj steno so naredili. Pa je zaraščeno. O, pa še nekaj staro. Vse to je vse deska, da ne bo kam dočer. Ena stara hiška, vse se nekaj rodira. Ruster, taka stara, še krožnika dva stara.
Malo se trudijo nekaj napisati. Bi si rekla, da na Počiju je bilo najbolj toplo po zimi. Nek vodnjak je bil tle. Ja. No, celo vodo ima noter. Zanimivo. Še zdaj, pa na vrh hriba. Živica, verjetno iz Verjetno, vseh streh. ja. Naprej je še nekaj. Od 10 nas vsi imajo. Ja, se ti smo pa dol gledala prej. Ja. Aha, Hibernica. Kaj bo to? Tu je ta muzej. Ne, to je Konoba. Ja, tule nekje je muzej. Še tale lep kotiček pokaževa. Za kakšnega pisatelja, ko bo pol knjigo tlekje pisal. Vodit Čutemala Jana Lubenice. Leh, ki vidi cres, vidi lepolice. Okay. Kaj pa je leh? Ne vem.